v bistvu zelo presenetil gospod predsednik lokalnega turistične organizacije, ki me je poučil, da v bistvu Ljutomer ni bil prvi samo v tem, da smo posneli tu prve slovenske filme. Ampak smo imeli v bistvu Ljutomer tudi prvo, kako se reče, bele blagovnice oziroma samo bestrežno. Imeli smo tudi prve konske dirke. Treba se zavedati, da v bistvu takih sistemov, kot ga danes tu predstavljamo v Sloveniji, prvično ni. Turbina, ki bi lahko bila uporabljena za generiranje toplote v električne energije v Sloveniji, takšne turbine sploh še ni. V Evropi jih je samo tistega proizvajalca, na katerega ciljamo mi, 150. Večina v Italiji, večina v Avstriji, večina v Ameriki. Takšnih sistemov, ki jih v bistvu zdaj prikazujem, ki jih želim pokazati, je okoli nas ogromno. In v bistvu učinki, ko smo jih videli, vse niso vezani samo na Görsing, ampak v bistvu na mnoge kraje okoli nas. Mogoče začetek najboljši, da se še malo širše predstavljam. Ko sem rekel, pač gre za eno privatno inicijativo, ki izhaja iz podjetja ali iz konzorcije Pomurske elektrarne, ki ga sestavljate dve podjetje, ena je naša, Ljutomersko podjetje skupina Fabrika, drugo pa podjetje gospoda Richarda Zweigera iz Görsinga, Görsing Energy Technologies. Naše vloge so, tako zelo specializirane v tem konzorciju, medtem ko je naša Ljutomerska, če tako lahko rečem, vloga v konzorciju to, da iščemo, razvijamo takšne lokacije, na katerih je mogoče takšne koncepte implementirati. So po drugi strani naši avstrijski partnerji specializirani za tehnologijo, za izrabo obnovljivih virov energije in so potem še posebej specializirani za lesno biomaso. Še enkrat ne pač govorim o lesni biomasi, ki ni edini vir, ki ga imamo v Ljutomeru in ki je v bistvu lahko samo en korak v tej smeri, da se res začnemo zavedati, začnemo izkoriščati vire, ki so nam tu na voljo. Mi se ukvarjamo z Ljutomerom cirka 12 mesecev. V tem času se je pokazalo, se je naredilo tistih par osnovnih kljukic na takšen projekt. Pokazalo se je kot prvo, da v bistvu lesne biomase v regiji, tudi v Sloveniji, je več kot dovolj. Dosti te biomase, ki jo tu pridelujemo, se v bistvu za energetske namene proda pa izvozi v tujino, kjer se v bistvu na osnovi nije dela dodana vrednost oziroma nova delovna mesta, oziroma se tam v bistvu za ljudi dela posebno toplotne energije. Zdaj ne bi tega izkoristili pri nas. Druga pomembna kljukica, ki se je v bistvu v teh 12 mesecih zgodila, je to, da se je pokazalo, da Ljutomer za razliko od Görsinga pred tistimi 20 leti ima v bistvu kar nekaj industrije, ki rabijo dosti toplotne energije. Kaj nekoč gospod Badaš ni omenil, je to, da pred 20 leti je tam, kjer je nastalo teh 50 podjetij, je bil en zeleni travnik, tam ni bilo nič. Oni so bili zelo hrabri, šli so delati proizvodne toplote in električne energije, brez da bi praktično imeli industrijske velike porabnike toplote. Seveda so jih uspeli pač v tistem času gradnje teh konceptov, implementacije teh konceptov privabiti. Pred nas pa v bistvu sreča. Ljutomer ima nekaj zelo velikih porabnikov toplote, tudi so pomenili tisti, s katerimi smo v bistvu zelo v ostri kooperaciji oziroma sodelovanju pripravili te koncepte, ki jih lahko danes pokažem. Konkretno, gre za Krko Pomurske mlekarne, Comtech, Farmtech, Mura lesne. Njihova poraba energije, njihove potrebe po energiji so zelo velike, pa tudi so v bistvu zelo različne. Ta čas, teh 12 mesecev je zelo porabljenih predvsem zato, da se definira koncept, da se definira tehnološke rešitve, s katerimi lahko na osnovi lesne biomase zadovoljimo vse njihove potrebe. In zdaj smo v bistvu v eni situaciji, ko se lahko pogovarjamo o tem, da lahko te pozitivne učinke, ki jih lahko s takšnimi tehnologijami ponudimo v industriji, razširimo tudi na gospodinstvo, torej na vse vas, vse nas. Pri tem govorim predvsem zato, da na osnovi obnovljivih virov energije, na osnovi schem, ki jih je že gospod Gerkeš omenil pred nas, torej podpornih schem za gradnjo in za obratovanje takšnih objektov, lahko ponudimo gospodinstvu ne samo zeleno, ne samo čisto energijo, čisto ogrevanje, ampak tudi konkretno cenejšo toplotno energijo. Tu govorimo o ravnih prihrankah takšnih, kot jih je v bistvu prej tudi gospod Vadaš omenil. Lahko vam ponudimo toplotno energijo cirka 20% cenejša od tega, če se ogrevate na plin, oziroma 30% cenejša, če se ogrevate na olje. Vemo, da mogoče kasneje bolj konkretno te zadeve. Torej,
tem času je bila pripravljena tehnološka zasnova projekta, da ne samo to, tudi povezan je kontakt z ključno industrijo, ki projekt podpira in ki si ga želi. Kar konkretno se, zakaj se pa ne bi industrija želela projekta, ki bi jim omogočal ene strane cenejšo energijo, pa tudi trajno, stabilno ceno energije. Vemo, kaj se dogaja z cenami, pa tudi z dobavljivostjo, pa na koncu fosilnih goriv se tam med Ukrajino pa Rusijo pride do kakšnega spora. Kaj želimo pripeljati, kaj želimo storiti, to, da želimo sami, torej privatno, inicirati investicijo v izgradnjo obrata, ki bo na osnovi lesne biomase proizvajal elektriko pa toplotno energijo in tudi seveda pripeljati to toplotno energijo do samega uporabnika. Potem praktično želimo sami pokriti vse stroške do posameznega podjemnega toplotne energije, torej vključno z sistemom daljinskega ogrevanja in vključno z adaptacijami posameznega gospodinstva oziroma tudi vključujoč tisto toplotno postavo. Torej tudi ta socialni vidik je pri tem projektu, bom rekel, v velike meri zadovoljen. Na naslednjih dveh slajdih bi rad spregovoril ene zadeve, ki bi mogoče nekaterim pač redundantno ali pa že veste, že poznate. Ampak nekatere prezentacije v preteklosti so spravljali tega, da moram v bistvu spregovoriti tudi o dobavljivosti, o tem, da imamo dovolj biomase in o tem v bistvu, kaj sploh biomasa je, konec koncev, ki nekateri občutek, da ne gre za obnovljive vire energije. Torej, v bistvu, nekaj o tem, kakšne je, ali sploh imamo. Ne vem, če se zavedate, ampak Slovenija je druga najbolj gozdnata država v Evropi, pred nami smo Finska. Smo majhni, ampak cirka skoraj 2/3 naše dežele je poraščena z gozdovi. Od leta 1975 do danes se je ta površina praktično podvojila. Razlogov za to v bistvu ne bomo iskali, tudi mislim tudi za to. Dejstvo je, da biomasa je enormno, imamo res veliko. In trenutno se v določeni meri izrablja, en velik del biomasa pa še zmeraj ostaja v gozdovih in bi ga lahko v bistvu danes koncu uporabljali. Če se pogledamo še ta drugi grafik, ta drugi grafik prikazuje, zelena črta prikazuje, kakšen je letni prirast biomasa pri nas. V teh številkah je leta 2006 prišlo približno do 8 milijonov kubičnih metrov lesa. V lanskih poročilih Zavoda gozdove v bistvu ta številka že čez 8 milijonov. Medtem, ko mi v bistvu realiziramo, posekamo manj kot 4 milijone, torej manj kot polovico. Dejansko se je zadnjih nekaj letnih celo ta sečna, celo nekaj zmanjšala, sem to še dvakrat preverjal, zadevo res presenetno. Moče bi spet šlo še en korak na zemljo, moče dva koraka naprej. Moramo se zavedati, da pač pri nas ni mogoče kar tak golo seka delati po slovih. Gozdno gospodarske načrti predvidevajo točno količine, koliko je potrebno, kakšen je največji možen poseg na posamezno površino. Mi danes posekamo cirka 60% od tega, kar nam letno raste, kar je še zmeraj kakšen 60% od tega, kar bi lahko posekali. Torej, mi delamo so naravno s našimi gozdovi. Naši gozdovi so bogati, moče so celo stari danes, ker se relativno malo seka. Moče so celo nezdravi zaradi tega, ker v zadnji male sečne rasejo zelo visoka drevesa, ki so relativno neodporna na kakšne ujme ali na kakšne vetrove. Skratka, še ni povedati to, da biomasa pri nas malo dobro. Druga zadeva biomasa je ogljični dioksid. Tisti, ki poznate fotosintezo, veste, da pač drevesa za svojo rast izrabljajo CO2 vodo, pa sonce, še en vir in ogljični, ki bi ga lahko tudi sami uporabljali, ki ga tudi še uporabljajo. Pri tem se mogoče mnogi ne zavedajo tega, da biomasa pri tem, ko v gozdu razpade, en kubični meter biomase, ki razpade v gozdu, spusti v zraka enako količino CO2, kot če bi tisti en meter kubični zgorel. Tisto energijo, ki se pri tem, ki se spusti pri zgorevanju, v gozdu pač porabijo tisti mikroorganizmi in razno druge živalce, ki porabijo energijo. Torej, output CO2 pri izgorevanju in pa v bistvu pri trohnenju je v bistvu enak. Razlika, oziroma zakaj pravim, da v bistvu gre CO2 za CO2 neutralne tehnologije, ki zrabljajo te zadeve, je to, da je ta CO2, ki se ga sprošča v zrak, pa na koncu pri gorenju lesa, je del naravnega kroženja CO2. To je CO2, ki se neprestano tudi porablja, ki
ki se neprestano tudi sprošča. Ker konec koncev drevesa ne rasejo večno, ne se odmirajo konec koncev. Razlika z fosilnimi gorivimi, to tudi, kaj ste prej kolega že v bistvu omenil. Fosilna goriva vsebujejo CO2 oziroma ogljik, ki se milijone let nabira kopičil in ki ni del tega naravnega kroženja CO2 in ki ga v bistvu umetno zelo hitro, ker je zelo poceni, sproščamo v ozračje in ga dodajamo temu normalnemu kroženju. Če gremo v bistvu spet nazaj na številke, projekt, ki ga v bistvu želimo ali pa ga nameravamo, pa ga lahko postavimo, pa verjutomer, bazira seveda na, kot sem rekel prej, na izrabi lesne biomase. Gre za cirka letno porabo cirka 20 000 kubičnih metrov lesa. Gre za izrabo lesa prek turbine, kasneje pa mogoče malo bolj vizualno prikazal, kako ta stvar deluje. Tu se spet navezal mogoče prej na kolega. Kolega je rekel, da prihodnost je v bistvu v plinjenju. Ne vem, če ste to tako dobro razumeli, ampak kar je kolega želel povedati to, v Grslim pozamejo les, ga se grejejo in iz njega ločijo lesni plin. To je tisti sintetični plin, o katerem je on govoril. Tisti lesni plin lahko potem uporabijo za nekaj, kar on reče pač poligeneracije, ne lahko pač ga dajo v motore z ločenim izgorevanjem, pa delajo prek tega električno energijo, lahko konec koncev v turbinah izrabijo, lahko tudi na osnovi njega delajo sintetične goriva, tekoče goriva. Ja, vsi govorimo o tem, da je to state of the art tehnologija, prihodnost. To je zelo prihodnost. Treba se pa zvedati, da v bistvu danes v Sloveniji praktično nimamo niti ene ORC turbine, ki bi izkoriščala te potencijale, ki jih imamo. Obstajajo parne turbine, še kakšen korak starejša tehnologija od ORC turbine. ORC turbine pa nimamo nobene, mi smo bili recimo pred kratkim na ministrstvu za gospodarstvo, ki takšen projekt zelo podpirali, tudi s določenimi prihodnjimi schemami, smo se konkretno o tem pogovarjali. Seveda jih bilo zelo zanima takšen projekt, ki bi končno pripeljal svoje eno ORC turbino. Tu sem za eno tako popestritev, pokazal še te bele točke, ki prikazujejo turbine ORC, ki so v Evropi implementirane samo z enega proizvajalca. Torej samo od tega enega proizvajalca Turboten. Danes jih je že okoli 150 v Evropi. Vidimo, da jih je po Avstriji, po severni Italiji, po Nemčiji ogromno. Poleg tega v bistvu Nemčija preferira parno turbine, torej če bi šel isto prošli parno turbine, da bi še tam še eno goro dodatnih kropic. Želim povedati, da takšne tehnologije se v Evropi zelo široko uporabljajo in producirajo mnoga delovna mesta in producirajo mnoge pozitivne učinke tudi za gospodinstvo. Ne nazadnje tudi seveda za okolje. Obrat, ki ga mislim načrtujemo v Ljutomeru, bi v teh 20 000 kubičnih metrih lesa letno prihranil skoraj toliko CO2, kot če bi okoli 3000 avtomobilov začelo delati popolnoma brez izpustov CO2. To je prihranek, ki bi ga lahko tudi na tem področju v bistvu sprožili, če bi takšen projekt zagnal. Prej sem govoril v bistvu en takšno zračno ponazoritev, torej govorimo o izrabi lesne biomase, na osnovi katere se preko izgorevanja, preko turbine proizvaja avanska energija in potem preko generatorja električna energija. Pri tem pa nastaja večja količina toplotne energije, ki jo lahko seveda nek stranski produkt zelo poceni, z zelo nizko ceno prodamo tako industriji, kot tudi v bistvu konec koncev gospodinstvu. Pa če se zdaj v bistvu zvratočimo na ta toplotni del, ker konec koncev se o tem tudi danes pogovarjamo, te opcije, ki jih želimo narediti v Ljutomeru. Želel bi pokazati, na kakšen način toplota potem pride od nas. Seveda govorimo pač o neki postavitvi enega takšnega obrata, ki bi ga želeli oziroma ga nameravamo postaviti v industrijsko cono, nekje na rob mesta. Čeprav so recimo v tujini marsikje takšni obrati tudi locirani v mestu. Dejstvo je, da sam obrat nima nekih negativnih izpustov, tu so regulacije zelo striktne, takšna zadeva nima nekih negativnih učinkov na ozračje, na prebivalstvo okoli njih. Seveda pa je treba pač od tega obrata pripeljati do posameznih gospodinstev toplotno energijo preko nekega distribucijskega mrežja, za kar pa je seveda treba tudi prekopati določene površine in pač vložiti oziroma
se vidi. To smo se na srečo tudi dosti naučili recimo naših avstrijskih kolegov, ki so pokazali, kako pomembno je da se v prvi, takoj pri samem začetku samega projekta čim več ljudi priklopi. Ker je kasneje seveda dodatno izkopavanje pa dodatno priklopi zelo dragi. Posamezni uporabniki potem na koncu posamezna hiša se priklopi na takšen sistem preko teh cevi, na katere se priklopi na takšno toplotno postajo, kot je tu ste prikazano, so kolegi prinesli samo. Takšna postaja se v bistvu, to konkretno ena postaja za eno srednje do večje gospodinstvo, torej 25-50 kW moči lahko takšna toplotna postaja prenaša do gospodinstva. Pri tebi pač mogoče uporabiti samo za ogrevanje ali za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, tudi konec koncev mogoče ne priklopiti tudi talno ogrevanje, če ima neko gospodinstvo takšne opcije. V bistvu lahko vidite, da ta zadeva ni nekaj zelo gromazno velika, potrebno je dati v zaprt prostor, ki je ogrevan, ponavadi se pač da nekje v bližino obstoječega kotla, kjer se tudi pač priklopi na vašo obstoječo centralno ogrevanje. Torej ne gre za nek poseg vaše kuhinje ali pa vaše dnevne sobe, gre poseg samo za pač na mesto, kjer obstaja vaš centralni sistem centralnega ogrevanja. Mogoče bi tu še eno stvar izpostavil, na katero so nas upozorili na Ministrstvu za gospodarstvo. Obstajajo tudi sheme za gospodinstva, torej subvencije za gospodinstva, ki še nimajo lastnih sistemov centralnega ogrevanja, s katerimi je mogoče pokrivati tudi te stroške. Tudi ta ovira ni takšna ovira, če neko gospodinstvo še nima centralnega sistema ogrevanja, preko katerega bi bilo možno to recimo prihoditi. Kaj to konec koncev pomeni za meščane? Zdaj, v bistvu, o teh zadevah je bilo prej povedano že marsikaj. Jaz sem vam tu v bistvu, prvi vrste praviči, da na tem mestu ne more biti bolj konkreten, kot bi v bistvu bil moj predhodnik, oziroma kot je bil gospod Vadaš. Reč, dobava toplotne energije je regulirana preko razpisa za koncesijo. Jaz na tem mestu ne morem pokazati, če tudi imam natančne podatke o tem, za kakšno ceno vam lahko ponudimo toplotno energijo. Tega ne morem pokazati, če to pokažem, potem izgubim nekaj konkurenčne prednosti, ko bo prišlo do razpisa za koncesijo, ki bo javen, na katerega se lahko polegati vsak od vas, vsak od kogarkoli v bistvu prijavlja. Zato v bistvu govorim o okvirnih zadevah, ki pa so v bistvu zelo podobni tistemu, kar je v GSI-u. Torej govorimo o toplotni energiji, ki bo za vsakega, ki se bo priklopil na to toplarno cirka 20% cenejša od končne energije iz plina in cirka 30%, mislim, da celo 60% cenejša od energije iz olja. Olje je pač relativno drago, pa tudi peči so nekako manj učinkovite. Zdaj, pri tem je potrebno tudi izpostaviti to razliko, ki se če kdo ne zavede. Ko vi ogrevate svoja gospodinstva z oljem, vi plačate 100 enot olja, pri čemer pa je vaša peč, recimo na letni ravni, in moče dobitost 85-80%. To pomeni, da za 100 enot olja, ki jih vi kupite, vi dobite na koncu 80 enot toplota. V tem primeru se pač to več ne dogaja, te izgube v samem procesu priprave toplotne energije pogrivamo mi, se pogriva pri nas. Vi v primeru odjema toplote iz sistema daljinskega ogrevanja plačujete praktično eno končno energijo in plačate toliko, koliko energije ste dejansko porabili. Ne plačujete učinkovitosti oziroma, še rečemo tak, neučinkovitosti. Mikroknina. Treba se zavedati, ena takšna toplotna postaja stane cirka 3500 evrov. Glede vaše izračune, v povprečju stane priklop enega gospodinstva cirka 500 evrov. Zaradi tega, ker trenutno so na voljo sheme, ki lahko te stroške pokrivajo, je trenutno možno gospodinstvom ponuditi tudi takšne nizke priklopnine. Priklopnina, ki je v bistvu takšnega ranga, kot je v bistvu prihranek enega gospodinstva na letni ravni, če rešalite na takšne ljudi. To je danes mogoče. To je ena stvar, ki je mogoče, ne vem, če bomo s tem zadevali kaj dolgo čakali, mogoče več ne bo mogoče. Dejstvo je, da danes subvencije, schema, s katero se črpajo ta sredstva, ostaja bolj manj neporabljena, ker takih projektov dejansko primerkuje pri nas.
Srečeno, izmeraj jih ne možemo nekovati. Pred teba bi še ena stvar pripomnil, pa to je zdaj spet ena taka zadeva, ki jo lahko konkurenca enkrat v bistvu uporabi pri prilaganju na koncesiju. Želimo uporabiti schemo, v kateri prihranki, torej cena končne energije, ne bo vezana na to, kakšna je cena olja ali kakšna je cena plina v določenem trenutku. Želimo uporabiti fiksno ceno, ki se bo letno lahko korigirala z nekim določenim odstotkom, kar pomeni, da boste imeli dejansko fiksno ceno in boste vedeli, koliko vas bo topla voda oziroma toplota stala danes, ker boste vedeli tudi, koliko vas bo stala čez 10 let. Če se vam to je zelo pomembno, tisti, ki imajo podjetja, tisti, ki imajo industrijo, z njih je to strašno pomembno, ker čas vem, čez 10 let, koliko bo stala energija, je to zelo fajn informacija, še posebej, če vem, da cene fosilnih goriv skačejo v kontrol non-stop. Še ena stvar, ki v bistvu jo včasih gospod Vadaš povedal, rekel je še včasih, treba se zavedati, da so v bistvu časi po ceni fosilnih goriv za teh časov konec. Mi smo danes praktično na tistem nivoju cen fosilnih goriv, kot so te cene pred gospodarsko krizo, ki v bistvu še ni došla. Kaj se bo zgodilo z cenami fosilnih goriv, ko se bo globalno gospodarstvo spet zagnalo, ko bodo, ne vem, leta 2014 prišli kuponi za trgovanje z CO2, rešili ne bo. Ok, če v bistvu se potem počasi vidimo tudi kot neko zaključek prezentacije, bi v bistvu še enkrat podaril to, da govorimo o dobrih, ali boljših, ali cenejših energij, v boljših pogojih, tako za gospodinjstva, kot tudi za industrijo. Zakaj je to pomembno? To je pomembno zelo veliko mest. Za industrijo, ki še je trenutno malo primerno, ni tako samo namerno, da bo zmeraj industrija skozi išče, ekonomija skozi išče neke znižene stroškov, neke boljše delovne pogoje. Marsikatero podjetje, marsikatera tovarna je že pa preseljena kam kjer so pogoji boljši. Z takšnimi projekti lahko industrijo, ki jo imamo trenutno tukaj, zadržimo tukaj, mogoče pa lahko to naredimo, kaj se je zgodilo v Grosimo, da še kakšno industrijo dodatno privabimo s tem zaradi boljših pogojev. Naslednja stvar, ki želimo ponuditi, je to, da želimo postaviti na lokaciji tega objekta neko odkupno točko za les. To pomeni, da bo vsak, ki v bistvu je lastnik gozda ali pa ima ta resurs na razpolago, lahko v bistvu pri nas prodal ta les. Lahko tudi s tem lesom plačal za svojo energijo. S tem pridem v bistvu do ene scheme, ki je zelo podobna temu, kot če ti konec koncev doma na polena kuriš sam. Se konec koncev ti od mene dobil denar za les, ki ga in boš prodal. Konec koncev. Pri tem bi še ena stvar rekel, mogoče, da jasno, nikakor ne želimo zdaj tu vstopati še nek sektor, ki ni naše področje, gozdna dela, bomo tudi mi najemali pri tistih, ki so specialisti za to. Torej, če ima nekdo, ne vem, gozd, za katerega nima čas, da se ukvarja z njim, pa bi lahko v bistvu z njim plačeval topotno energijo, ki jo kupuje, recimo, takšnega ponudnika, bo možno to zagotoviti prek nekih podizvajalcev, ki v bistvu pregijo. Zdaj, res, težkega pomena projekta je bilo povedano že marsikaj. Jasno, pač želimo izkoristiti, pa verjetno vsi se zavedamo tega, da je dobro izkoristiti vire, ki so regionalno dostopni, pa plačevati energijo iz tujine in v bistvu potem tudi tja kanalizirati resurse in denar. Konec koncev, strateški projekt, predvsem to mogoče tudi, da odpira nova delovna mesta, visoko tehnološka delovna mesta, pa tudi kompetence. Zdaj, spet, prej smo se pogovarjali za tem, ki je strašno zanimivo, meni vsega to bila tudi Grosing, ki je po velikosti zelo podoben Ljutomer, zaposluje cirka 30 visoko kvalificiranih raziskovalcev. Tam tistih 20 000 obiskovalcev, tistih ekoturistov, pride predvsem njih poslušati, pa gledati tudi njihovem delu po responsu. Če tistih 20 000 turistov, ki pride gledati te seminarje letno, ne vem, če tam za en dan bo to še 10 € za eno kosilo, pa za 2 kave, to pomeni, da v bistvu se v občino zaradi tega steče 10 000 € letno. Mislim, za strateški domen, pa nekaj razvojni vidiki takšnih projektov so lahko v bistvu tako široki. Zdaj, kot rečeno, mi smo tiste del naše domače naloge naredili. Mi smo konec koncev investirali 12 mesecev dela v Ljutomer.
In imamo v bistvu speljane tehnološke rešitve, s katerimi lahko te stvari zadovoljimo. Imamo konec koncev nastavljene pogodbe za industrijo, da lahko stvari zažene. Trenutno vprašanje je samo to, ali ima v bistvu tudi prebivalstvo, ali ima tudi meščani interes se priklopiti na takšni vir, in ali v bistvu potem tudi lokalna oblast to zadevo identificirala in sprejela, ker dejstvo pa je, da v bistvu priklop gospodinstva ne regulira tržno razmerje med mano in vami, ali med nami in vami, ampak to regulira sprejem odloka v skrbi s toplotno energijo, preko katerega se potem seveda razpisala koncesija in tako naprej, da bo nekoč tu stal petrol. Pravi, pač to je tista osnova, ki mora biti zagotovljena, da se lahko sploh pride do realizacije takšnega projekta, oziroma da lahko pride do priklopa gospodinstva na takšen projekt. Seveda sledi buditev koncesije, potem seveda sama gradnja in tako naprej. Če še enkrat zaključim, če ni bilo zadosti krat povedano, govorim o izrabi zelene energije, o zeleni sonaravne tehnologiji, tako imenovani CO2 neutralnih tehnologijah, ki je, kot je tudi že predhodni zgovornik, tako Gertiš povedal, ki je v skladu s slovenskimi strategijami, s slovenskimi smernicami, tudi evropskimi smernicami. Če tiste evropske smernice zelo slabo dosegamo na tem področju. Naj pogovorim to, da v bistvu emisije takšnega objekta so daleč pod menjim vrednosti. In da v bistvu, če boste šli, da recimo takšni vrstni se pogledati te zadeve, boste videli, da se iz teh dimnikov kadiven par. Iz teh dimnikov, kjer biomasa izgoreva, ni nekega rjavega črnega dima. To so čiste tehnologije. Filtri, ki jih je potrebno uporabljati, emisijske vrednosti, ki jih je potrebno dosegati, so zelo striktne. Mogoče bi to zdaj še eno stvar, ki sem preko samo pri biomasi povedati. Dobro sem že par sprašanje, neko tezo, kako bodo to tudi postavili, kako bodo noter metali smeti in bodo smeti kurili. Vlade, zelo jasno to odgovorite. Tega ne smemo in tega ne moramo. Kaj zdaj ne smemo zaradi tega, ker državne subvencije za odkup električne energije iz takšnega objekta, ki je osnova za pozitivno ekonomiko takšnega projekta, so vezane samo na izrabo čiste lesne biomase. Če bi uporabili kakšen drugi vir, bi nam ukinili tisto subvencijo. Torej, ukinili država bi nehala nas kupovati električno energijo, kar bi gledali ekonomsko samo za takšen projekt. Ne moramo, pa bom povedal, bi se z eno anekdoto. Podjetje KIF iz Franskega je pred leti prodalo eno velike biomasne motor v Indiji. Čez leto niso jih klicali iz Indije in so rekli, prosim, pridite k nam, bi kotel ne dela. Pa so prišli tja in so našli, da so pač oni kurili gume noter. Biomasni kotel ni primeren za kurjenje kakšnih drugih oblik. Še celo tako so specializirani, da če imaš kotel, ki je namenjen kurjenje sveže biomase, pa ni primeren za kurjenje suhe biomase. Zdaj pa, ta noter gume pomeni čisto kakšen toplotni režim. Če se to počne, se taki kotli uniči. Prav tega ne smemo in tega ne moramo početi. Mogoče bi se še potem tudi eno vprašanje, ki se pojavlja, kakšne so emisije oziroma kakšne so ostanki pri pripravi takšne tehnologije. Ostanka je cirka 1% tiste vhodne biomase, torej tisti 1% ostane pepela, ki je popolnoma nekontaminiran, ker gre za uporabo čiste mase. Ne smemo niti takšnega lesa, ki je pobarvan uporabiti. Lahko uporabimo izključno biomase in zgostov. Teda tisti pepel, ki se v bistvu pri tem producira, je popolnoma nekontaminiran in se ga v tujini uporablja predvsem na teh področjih, ki je spet neka razvojna priložnost moče za litumer, za kakšne poslovneže. Uporablja se za dodatek k betonu, za zamenjavo cementa, da se dela kako bolj zelen beton, ali pa se ga uporablja kot gnojilo. To je konec koncev tudi naše predniki za to uporabljajo. Moče zaključiti s tem, da pač se moramo zavedati, da gre mogoče nek projekt, ki je pionirski v Sloveniji, ki pa pač nikakor ni pionirski v tem širšem področju Evropske unije. Zeleni sektor je, rekel, eno od najhitrije rastočih sektorjev z enormnimi količinami novih zaposlenih, ki se generirajo v drugih državah, nažalost.
in ki bi jih mogoče lahko tudi v bistvu pri nas. Seveda zdaj, ne bom tu zdaj šel neke megalomanske napovedi, ne, nismo tam, kjer je Gössing, ne, in tudi s tem ne bomo prišli tja, kjer je Gössing, če bomo naredili en korak v tisto smer. Hvala. Hvala lepa gospodu Sunku, zdaj pa predavamo besedo vam. Gospodje bodo tudi odgovarjali na vaše vprašanje, tako da izvolite. Jaz bi želela, da bi čim več vprašanj zastavili, kajti malo bi vas samo seznanila, odlok o skrbi s toplotno energijo je občinski svet občine Ljutomer v prvi obravnavi potrdil. Jaz sem ga kot predlagateljica uvrstila tudi v drugo obravnavo, ampak ker sem začutila, da so bili določeni pomisleki, da morebiti ne bi bil v drugi obravnavi tudi potrjen, sem želela, da se te nejasnosti tudi seveda razčistijo oziroma da se odpravijo morebitni dvomi in da se potem tudi sprejme pravilna odločitev. Zato bi vas povabila, da čim več vprašate. Mi smo dali možnost privatni inicijativi v Ljutomeru, da predstavi to idejo, nikakor pa nikogar ne preferiramo. Kot je že gospod Sunko povedal, na podlagi odloka, če bo seveda potrjen strani občinskega sveta, bo mogel biti izveden javni razpis in na javni razpis lahko konkurira vsak, ki želi oziroma ki izpolnjuje pogoje. Tako da ne želim, da bi imeli kakšne pomisleke. Jaz sem vesela, da se je ta privatna iniciativa zgodila. Mene so v bistvu že prepričali, tako da če pa vas niso, potem pa kar na nas vprašanje. Izvolite.